Gost prve seje letošnjega upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije je bil slovenski zunanji minister Karel Erjavec. Poleg aktualnih političnih razmer znotraj EU in odzivu Slovenije na vpliv begunske krize so gospodarstveniki z ministrom govorili predvsem o diplomatski in konzularni mreži in sodelovanju slovenske diplomacije z gospodarstvom po svetu. Tako da naša naloga v okviru gospodarske diplomacije je zlasti, kako najti poti za naše gospodarstvo, ne glede na ovire. GZS je ponovno opozorila, da vlada še vedno ni oblikovala reformnih predlogov, ki jih obljublja že vse od začetka svojega mandata, med katerimi gospodarstvo pričakuje zniževanje stroška dela iz naslova delovnega razmerja. Mislimo in bomo to tudi zahtevali, da je do poletja skrajni čas, da vlada svojo obljubo o razbremenitvi dela tudi uresniči. Najnovejše gospodarske napovedi OECD za svet in evroobmočje so bistveno nižje od jesenskih. Skep GZS ocenjuje, da bo posledice posredno občutilo tudi slovensko gospodarstvo. Svetovna gospodarska rast se upočasnjuje, vendar ne samo v državah v razvoju, tokrat tudi v razvitih državah. Predstavništvo ekonomskega in trgovinskega urada Hongkonga iz Berlina in Gospodarska zbornica Slovenije sta tudi letos pripravila že tradicionalni sprejem ob kitajskem novem letu. Letošnje leto je leto opice, ki je za Kitajce simbol energije, inteligence in kreativnosti. May I take this opportunity to wish you all a very energetic, joyful, healthy and prosperous years of the monkey. V sklopu obiskov predstavnikov slovenskih podjetij na sejmih v tujini, ki jih v letošnjem letu kot del svojih internacionalizacijskih aktivnosti izvaja Zbornični center za mednarodno poslovanje, sta bila v februarju uspešno izvedena 2 poslovna obiska. Prvič Gulfood, sejem prehrane in pijač v Dubaju, in v Istanbulu Metalworking Fair. In z zadovoljstvom ugotavljam, da so bili udeleženci na obeh sejmih zelo zadovoljni z storitvijo. GZS, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, je slovesno podelila zlata priznanja za odlično kakovost kruha, pekovskega in finega pekovskega peciva, keksov, testenin in svežih slaščic. Vsem proizvajalcem čestitam, se z njimi veselim. Slišim tudi, da raste izvoz, to pomeni, da tudi ljudje okoli Slovenije spoznavajo, da naša hrana je okusna, da je varna, da je nekaj posebnega. Ocenjevanje je izvedla 4-članska strokovna komisija, ki je ocenjevala senzorične lastnosti izdelkov, oblika in videz izdelka, izgled in lastnosti skorje, izgled sredice, strukturo in prožnost sredice ter vonj in okus 115 prejetih vzorcev. Vsi izdelki, ki jim je komisija potrdila vrhunsko kakovost, so se uvrstili med izdelke odlične kakovosti in prejeli zlato odličje. Še posebej pa se vsi upamo, da ga bodo proizvajalci izkoristili za prodor na tiste trgovinske police, na katerih se še ne nahajajo. Območne oziroma regionalne gospodarske zbornice so že objavile regionalne razpise za najboljše inovacije 2016. GZS vabi vse gospodarske družbe, podjetja, samostojne podjetnike, posameznike, samostojne inovatorje in poslovne subjekte z drugimi organizacijskimi oblikami, ki so registrirani v Sloveniji, da se prijavijo na razpis. Priznanje GZS za inovacije, ki imajo najdaljšo tradicijo v Sloveniji, bodo letos prvič podeljeno v partnerstvu z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter javno agencijo Spirit. Prijavite lahko marketinške, produktne, procesne, organizacijske inovacije ali inovacije z področja digitalizacije.